Pozdravljeni, dragi starši. Eni videi so takšni, ki jih jaz v bistvu v življenju nikoli ne bi želela snemati, in verjamem, da tudi vi nikoli ne bi želeli biti udeleženi oziroma del teh zgodb. Ampak življenje je tako, da nam prinaša spremembe, da nam prinaša stvari, ki nam niso všeč, jaz temu rečem ovire, preizkušnje. Eni starši temu rečejo problemi. Jaz besede problem ne maram, zaradi tega, ker že ko rečem problem, imam ta občutek, da bom imela težave. Če pa imam preizkušnjo ali pa oviro, je pa zame to sporočilo, da moram to premagati, premostiti, oziroma če ne zmorem tega narediti, tudi ne bo konec sveta. Danes bomo govorili o testiranju v šolah, o testiranju otrok v šolah in jaz vam bom čisto iskreno povedala, kaj bi jaz v taki situaciji naredila, če bi moji otroci bili del te zgodbe. Vem, da vam ni lahko, tudi sama bi verjetno najprej občutila stisko. Vem pa še eno drugo stvar. Vem, da naši otroci potrebujejo in predvsem potrebujejo in edino, kar zares v življenju potrebujejo, je občutek varnosti. Ker ko imajo oni občutek varnosti, takrat se oni lahko razvijajo, takrat oni lahko razmišljajo s svojo glavo, takrat oni lahko dobivajo izkušnje. In ko so otroci majhni, smo mi v bistvu njihov zelo velik naslon in največji vir tega občutka varnosti. Ko so otroci najstniki, smo še vedno mi vir tega občutka varnosti, čeprav imamo velikokrat občutek, da nas ne rabijo več oziroma da nas ne jemljejo resno. Ampak ja, oni v bistvu ves čas nosijo v sebi ta občutek, na koga se lahko naslonim. Čeprav najstniki delajo neumnosti in lumparije, jim ta občutek, na koga se lahko naslonim, zelo pomaga. Ta video v bistvu snemam zaradi tega, ker vidim, da se kopja lomijo na hrbtih naših otrok. Skratka, jaz ne govorim o tem, a podpiramo sistem, ne govorim o tem, a so pravila razumna. Govorim pa sigurno o tem, da korona obstaja. Pač jaz imam izkušnjo, to veste, bolečo v zvezi s tem. In govorim o tem, da vsekakor moramo narediti vse, da preprečimo korono, to je ena stvar, druga stvar pa je, da moramo narediti vse, da naši otroci čim bolj celi pridejo iz teh situacij. Ne vem, če ste gledali film La vita è bella, ko je bil očka zaprt v taborišču s svojim otrokom. Dajte si ga pogledati. Sploh tisti, ki primerjate to situacijo z nekim tako groznim stanjem. Skratka, jaz verjamem v to, da moramo mi našim otrokom narediti varno okolje. In kadar mi kolapsiramo, kadar se mi jezimo, kadar mi prepovedujemo, kadar smo zelo glasni, pljuvamo čez šolski sistem, pljuvamo čez politični sistem, pljuvamo čez ne vem kaj, otroci so premajhni, da bi to razumeli. In na koncu vam bom povedala, kaj bi jaz v tej situaciji naredila. Rada bi vam samo razložila, kako se otrok v situaciji, ko mi se jezimo in norimo v resnici na nek način, kako se otroci počutijo. Zdaj, lahko da tudi tega ne delamo pred otroki, ampak naši otroci so ena taka čarobna bitjeca, ki ves čas vejo, kako se mi počutimo. Skratka, ne moramo se jim zlagati, da smo super fajn, v resnici smo pa besni in ne bomo dovolili, da se zgodi to in ne bomo dovolili, da se zgodi uno in groza.
In potem je tukaj še učiteljica na drugi strani, ki jo ima vaš otrok rad, ki je na nek način njegova druga mama. In ki ima tudi ona rada vašega otroka. Zdaj, glejte, so izjeme povsod, ampak dajmo predpostavljati, da večina učiteljev zelo čuti s temi otroki in da jih imajo zelo radi in da so tudi starši. Midva veliko delava z učitelji. In jaz mislim, da si težko predstavljamo, kako je zdajle biti učitelj v šoli, recimo, ki je lahko 1/3 učiteljev na bolniški, v karanteni, ki se morajo znajti z nadomeščanji, ki se morajo znajti vsak teden z novimi pravili in ki morajo v bistvu na nek način našim otrokom zagotoviti ta občutek varnosti, ko otroci niso z nami. Jaz mislim, da noben učitelj ni hudoben in ne želi nič slabega. In želijo v bistvu poskrbeti za njih. In pač jaz se spomnim mojih otrok, moji otroci so imeli v osnovni šoli pač zelo radi večino učiteljev. Vsi so rekli za koga, da je beden pa smotan, ampak v resnici so jih imeli radi. In vse so se znali z njimi zmeniti. Tako da potem recimo imamo tudi primere, ko starši otrokom rečejo, jaz ne bom podpisala soglasja, če te bojo hoteli testirati, če boš mogel nositi masko, reči, da jaz ne dovolim. Lejte, tukaj otroku nalagamo pretežko nalogo. V bistvu zahtevamo od njega, da se upre avtoriteti, zahtevamo od njega, da se v bistvu upre osebi, ki jo ima rad, in zahtevamo od njega, da v bistvu spoštuje nekaj, kar on ne razume čisto dobro. Lejte, vi mu lahko pojasnite z besedami, ampak otroci imajo neke svoje občutke, opazujejo svoje sošolce in okolico. In oni mogoče ne čutijo tako močno, da je šolski sistem napačen, da je politični sistem napačen. Oni se samo radi družijo s svojimi sošolci in samo radi pridejo v šolo. Večina otrok rada pride v šolo. Saj imamo primere, tudi midva se s tem ukvarjava, ko otroci ne marajo šole, ampak ne govorimo tukaj o sošolcih. Tako da, skratka, ko mi zahtevamo od otroka, da učiteljici reče, moja mami to ne dovoli, tretiramo našega otroka, kot da je odrasel, kot da je pač sposoben odgovarjati sam zase in mu naložimo pretežko nalogo. To je zelo pretežka naloga. Potem imamo primere, ko recimo sta starša ločena in mama bi podpisala soglasje, oče ne bi podpisal soglasja in zdajle imam glih en primer na svetovanju. Takole se vlečeta za tega otroka in otrok bi rad šel v šolo, pa ne bi rad očija razočaral, to je 12-letnik. In enega prosi drugega, dva se pa med sabo kregata o stvari, ki je takole rešljiva. In dajmo še rešitev pogledati, preden končam. To je moja rešitev. Glejte, ne bom nič zamerila, če vam ne paše, če vam ne odgovarja. Zdajle sem jo povedala na parih predavanjih, ki sva jih imela za starše po šolah, še vedno imamo Zume, ampak so starši tako rekli, daj povejte to ljudem, povejte, da se bo končala ta vojna. Jaz se spomnim, ko smo bili majhni, kako nam je bila najljubša igrica to, da smo se šli zdravnike. In kar bi jaz naredila v tem primeru je, da bi šla v lekarno, kupila bi 2 škatli ta pravih testov, prišla bi domov in bi rekla, gremo se zdravnike. In potem bi z otroki vadila. Zdaj, odvisno, koliko so stari, če so majhni večkrat, če so večji manjkrat, ampak jaz bi dovolila, da oni mene testirajo, da jaz njih testiram pa jim pokažem in bi jih toliko časa učila, da bi se znali sami testirati doma, da bi jaz bila varna in prepričana, da bo to otrok naredil tako, kot je treba. In otroku bi se ful dobro zdelo, zaradi tega, ker bi mu bila zaupana neka naloga, ker bi imel občutek, da je samostojen, da nekaj zmore, da nekaj zna.
In naslednji dan, ko bi prišel v šolo, bi to naredil. S tem bi vsi imeli manj dela, otrok bi lahko hodil v šolo, občutek varnosti bi za vse bil večji, za nas, za otroka. A veste, poznam recimo zgodbo, vse teh zgodb je ful, ampak otrok je prišel v šolo, bil je pozitiven, mama je rekla, to je nemogoče. Čez en dan je dobil simptome, okužil je babico, babica je na respiratorju. Vsi se sekirajo zaradi tega. In pač te stvari so mogoče, so možne. In zakaj ne bi preprečili takih stvari? Zato, ker je pač način zelo preprost. In res je, niso vsi testi pač 100% zanesljivi. Seveda niso. Ampak vseeno, glejte, če eno okužbo preprečimo, če enemu otroku damo možnost, da hodi v šolo, da se počuti varno z nami, da ve, da mi obvladujemo situacijo. A veste, koliko je to vredno? In tukaj je tudi tako, a ne, pač kot da so otroci, da imajo svoje glave na tnalu in da se mi, da lomimo kopja in spreminjamo sistem preko naših otrok. In to ni prav. Moramo najti druge poti. Ja, se strinjam, veliko stvari ni v redu, veliko stvari je nelogičnih, veliko stvari je neumnih, nespametnih, ne počutimo se varno, z nami se ne komunicira okej. Ampak niso otroci tisti, preko katerih mi lahko delamo spremembe. Pretežko je za njih. Na nek način je pretežko tako, da bojo razvajani, na nek drug način je pa pretežko tako, da bojo stravmatizirani s polno nekimi zastraševanji, prepovedmi, ki jih oni pač ne razumejo. Tako da, hvala vam, ker ste z mano, ker komentirate tale video. Hvala, ker ste spoštljivi. In hvala, ker skupaj z mano delate lepši svet. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!